Maj mesec pa je mesec in priložnost, ko jim damo lahko priznanje in jim posvetimo minutko več, saj praznujemo Mednarodni dan babic in Mednarodni dan medicinskih sester. V Novi Sloveniji dajemo velik poudarek družini in družinski člani se skozi vse življenje srečujejo s medicinskimi sestrami in s babico. Babico se srečajo že takoj ob rojstvu, z medicinskimi sestrami skozi življenje in tudi na koncu. In vesela sem, da imamo priložnost, da lahko resnično damo trenutek pozornosti in pa zahvalo medicinskim sestram in babicam, kot že rečeno, in sem vesela, da lahko tudi kaj več slišimo o tem, zato dajem besedo kolegicam. Hvala lepa. Sem Irena Ahčin, drugače po poklicu medicinska sestra in tako bi lahko ocenila problematiko in iz politične in tudi strokovne plati. Kot že rečeno, v Novi Sloveniji zelo veliko dajemo na družino. Dal sem tudi zelo pomemben stavek v, bom rekla, program stranke in sicer, da želimo ustvariti državo, ki se zaveda, da je družina njen temeljni element, ter zato vse napore usmerja v ukrepe, ki ustvarjajo pogoje, v katerih novo življenje predstavlja veselje, ter omogoča kvalitetno življenje vsem generacijam s poudarkom na medgeneracijskem dialogu. To se pravi, ženska zveza se še posebno zato posveča poklicu babice in medicinske sestre, ker ravno tam prevladujejo ženske, in v povezavi z družino potem izpostavljamo posamezno problematiko. Tako bi lahko izpostavili, da v primerjavi z Evropo in Severno Ameriko izobraževanje slovenskih babic in medicinskih sester še ni doseglo svojega vrha. To se pravi, še ni doseglo zadnje stopnje izobraženosti, ki jo v Evropi in Severni Ameriki ta dva poklica imata. Zato podpiramo vsakršno prizadevanje, da dohitijo svoje kolegice, vendar na slovenskih tleh in v slovenskem jeziku, ker sedaj se dogaja, da hodijo naše kolegice na izobraževanje v tujino. In potem pridejo za doktorati iz tega področja nazaj domov in službujejo. Prepričani smo, da v slovenskem prostoru ne manjka strokovnjaki in strokovnjaki, ki bi nadgradnjo izobraževanja pravzaprav lahko omogočili. To prakso smo že imeli nekaj časa nazaj, vendar je bila iz strani medicinske fakultete preglasovana. To se pravi, dokončno bi morali razbiti stereotip, da je babica in medicinska sestra le izvrševalka zdravnikovih naročil. To se nam zdi v ženski zvezi zelo pomembno, ker v družbi, ki je vedno starejša, lahko zdravstvena nega igra pomembno vlogo. Konec koncev so najbolj številen kader v zdravstvu. To se pravi, lahko poudarimo njihovo strokovnost na tem področju. In če bi bile ustrezno zastopane v vseh organih odločanja, bi se to tudi pokazalo. Prepričani smo, da bi z večjo vključenostjo od ministrstva navzdol lahko bolje obvladovali zdravstvene probleme, ki se sedaj pojavljajo v družbi. Od preventive do dolgotrajne oskrbe, do medgeneracijskega zavarovanja. Zato je pred medicinskimi sestrami zelo široko področje delovanja, kjer se lahko še bolj dejavno vključijo in še bolj dejavno pokažejo svoje strokovnosti.